Pozdravljeni! Danes teta Barbka za vas pečem omleto z jagodami. Malo bomo sladkosnedi. Kar začnimo. Rabimo jajčka. Takole ločimo beljake od rumenjakov. Jaz imam ponvico premera 26 cm, zato bom uporabila 4 jajčka. Zdaj, za vas pa predlagam, da si sami nekako dobite tisti občutek, kako veliko ponvico imate. Ampak fino je, da delate vsaj za 3. Takle, najprej stepamo iz beljakov sneg. Ko je naš sneg že skoraj gotov, dodamo sladkor. 60 gramov, se pravi 15 gramov za eno jajce. Tako. Sneg naj bo lep, čvrst. Tako. Še malo. Zdaj proti koncu lahko dodamo še rumenjake. In dodamo še moko, 40 gramov. V našem primeru za 4 jajčka, se pravi 10 gramov na eno jajce. To vam govorim zato, ker si lahko omleto prilagodite velikosti svoje ponvice. Tako. Tole je boljše delati na roko, brez mešalnika. Takole. Se fajn grudice. Zdaj bom še namazala pekač z maslom. Kar fajn ga namažimo na debelo, da se nam ne bo biskvit prijel. Tukaj je fajn namazati robove, še malo. Tale omleta je res hitro pripravljena in je fino, če jo obvladamo. Pravzaprav nimamo kaj zgrešiti, ker je res enostaven recept in nam prav pride, če dobimo kdaj kakšen nenapovedan obisk. Zagotovo imamo vedno doma jajca, sladkor in moko. Za sadje pa niti ni nujno, da vzamemo sveže sadje. Lahko vzamemo kakšen džem ali sadje iz kompota. Tako. Prelijemo tole zmes. Malo. Takole. In zdaj bomo našo omleto pekli točno 15 minut na 180 stopinjah. Da pa smo res sigurni, da je pečena, vemo pa tako, ko začne testo skupaj lesti. Zdaj vmes, ko se naša omleta peče, si bomo pripravili jagodni nadev. Karameliziramo malo sladkorja.
Jagode so itak že dovolj sladke same po sebi, zato ne rabijo dosti cukra. Takole. Zdaj za pravo tipično pohorsko omleto lahko uporabimo samo gozdne brusnice. Sicer še pohorska omleta ni zaščitena, ampak tudi ta zaščita se pripravlja in jo lahko kmalu pričakujemo. Ampak pri kovačniku pač kuhamo sezonsko in vzamemo surovine, ki jih imamo na domačem vrtu. Zato pač ne morem to jed poimenovati pohorska omleta, ampak je lahko pa omleta te barbke z jagodami, ne? Vedno mora biti za omleto sadje podušeno, velja pa tudi kompot ali džem. Nikakor pa ne sveže, neobdelano sadje, ne? Tako. Malo podušimo, da jagode spustijo svoj sok, da bo omleta še bolj sočna. Takole, jagode so pripravljene in lahko jih nadevamo z našo omleto. Naša omletica je pečena. Evo, pazimo, da jo previdno zvrnemo iz pekača. Nič se ni prijela, smo jo fajn namazali. Okay. Krasna je. Smo jo prepognili in zdaj jo bomo še nadevali z jagodami. Ta sok od jagod bom jaz kar gor polila. Da se malo napoji. Zdaj še pripravimo sladko smetano. Takle. Smetana je stepena. Pripravimo za dresiranje. Še okrasimo našo omleto. Še malo smetane bom dala. Lahko bi imela malo večjo dresirno vrečko, ne? Ampak tudi ta gre, da se ponovno napolnimo.
potrosimo sladkorjem v prahu. Kakšno jagodo. Tako. Zdaj, pravo pohorsko omleto smo rekli, da pripravljamo iz brusnic. Mi delamo omleto tete barvke in imamo jagode. Pravo omleto pohorsko pa polijemo tudi malo z mentol likerjem, ampak mi imamo na Pohorju liker smrekovih vršičkov in zato si bomo pomagali s tem. Takole, čisto previdno. Teta barvka bom te dni pripravila tudi jagodno marmelado, ki bo kmalu v ponudbi Kovačnikovih dobrot. Če vam je bila ta oddaja všeč, se naročite na moj brezplačen YouTube kanal tukaj ali všečkajte in delite na mojo Facebook stran.